Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi še vedno gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes je v moji družbi vsestranski glasbenik, ki zadnje čase sega po zvezdah, polni dvorane in osvaja prva mesta glasbenih lestvic in pa tudi osvaja srca oboževalk. Z mano je Žan Serčič. Lepo pozdravljen. Petra, živijo. Čau vsem, ki to gledate, poslušate. Vesel sem, da sem danes tukaj. Prvič v bistvu delava, ne, sva prej ugotovila. Res sem vesela, da si že vzel čas. Zdaj, kot vsakega gosta, bi tudi tebe prosila, da mi poveš, katere 3 predmete si prinesel k nam v studio. Ja, z veseljem. V bistvu vsak od teh predmetov ima eno posebno sentimentalno vrednost zame v mojem življenju. Zdaj mogoče najbolj upadajoča stvar je verjetno moj inštrument, kitara. In kar mogoče veliko ljudi ne ve, jaz sem zadnji 2 leti začel igrati nazaj nylon kitaro. Se pravi, nylon kitara je klasična kitara, s katero sem začel, v katero sem se pravzaprav zaljubil. Ker ko sem bil star 6 let, 7 let in ko sem začel igrati v glasbeni šoli, je to bila klasična glasba. In potem sem za mnogo let zamenjal to kitaro za akustično, za električno kitaro in za neke druge zvoke. In šele, ko sem nazaj k tej kitari prišel, so se začele dogajati pesmi, ki so potem naredile nek mogoče preskok kasneje v moji karieri. In to je moja kitara, na katero igram zdaj na vseh mojih koncertih. Vsaj nekaj komadov zdaj igram na to kitaro in je na nek način moj working horse kitara za tudi vse nove pesmi, katere pišem. Z njo se zgodi čarovnija, ne? Ja, nekako čarovnija se itak dogaja vsak dan okrog nas, ne? Če jo lahko opazimo in če vidimo navdih v stvarih, ki so vsakodnevne, in potem mogoče en tak inštrument ti pa da ena dodatna krila, da lahko poletiš, ne, in vzameš to inspiracijo. Koliko kitar najdemo pri tebi doma oziroma koliko jih imaš v svoji zbirki? Ja, v bistvu Sploh še šteješ? Trenutno sem lastnik 15 kitar. Aha. Vsaka kitara ima nek svoj zvok, neko svojo specifično lastnost in zaradi tega. Ne vem pa, priznam pa, da verjetno ne bi rabil vseh 15 kitar. Drugi predmet je tale. Drugi predmet je ta album Ljubezenske igre. V bistvu to je album, ki sem ga izdal 23. novembra 2023 in je izdelek, še posebej ta izdelek je nekaj, na kar sem zelo ponosen, in z našo ekipo smo ustvarili ta in etui in dizajn in v bistvu eno neko moderno različico albuma, ki se skriva na šahovski figuri. Naslov albuma je sicer Ljubezenske igre in to je šahovska figura, na kateri se skriva ves album v audio obliki in nekako v bistvu glasba in tehnologija gre naprej in tudi mi se počasi nekako privajamo na to digitalizacijo glasbe, ne, se pravi CD-jev praktično ni več oziroma jih več ljudje, v bistvu ko izdam CD, ker smo kasneje tudi izdali CD, ker so bila taka povpraševanja, ampak vseeno mi je veliko ljudi reklo, kam naj pa dam CD sploh. Ni več predvajalnikov. Ni več, ni v avtu, ni doma, ni več CD predvajalnikov in se je v bistvu vse preselilo bolj ali manj na te digitalne platforme, ne. Ampak to je ena izmed kreativnih vsebin, katero sem želel realizirati in sem zelo vesel in ponosen in še enkrat moja ekipa mi je to pomagala, no. Zelo inovativno, res. Ja, In pa tretji predmet. In pa tretji predmet. Meni zelo ljub predmet in če bi lahko, bi prinesel še več teh predmetov. To je eno izmed daril, ki jih jaz prejmem od svojih fanov na mojih koncertih. Za nami je zdaj ena res lepa, krasna Valentinova turneja, ki se je začela že februarja in je zdaj se končala pred kratkim v Postojni. Bilo je 8 koncertov in vsi so bili razprodani. In na vsakem koncertu je teh daril toliko, od nekih risbic do nekih fizičnih daril v smislu povezave z mojo glasbo. Bom probal čisto na kratko, bom prebral eno te pisma, gledajte, kako lepo se je potrudila punca. In sicer ne bom za vsega bral, ampak evo, Žan. Art creates art. Vsaka umetnost naj bo napisana, narisana, zaigrana, zapeta, zaplesana.
skodirana, kakorkoli že izražena, v sebi nosi vsaj eno zgodbo in vsaka zgodba je lahko inspiracija za vsaj eno novo umetnost. Darilce je za glavne šakale, zate in za jedro tvoje družine, tvojega tropa. Ampak, ker vas je več, ker ste večdimenzionalni, ker imam premalo podatkov, ker sem zagotovo kaj pozabila in zgrešila, prilagam še dodatek. Če vam je dizajn všeč in si ga želite uporabiti kjerkoli, kadarkoli, kakorkoli, kot izvirnik in prirejen, so datoteke še na USB ključku. Tvoje, Art for Art, Niki. In vmes je zahvala za vse zgodbe, za besede, za ritme, glasove, energijo, čustva, ki si jih delil v svet. Hvala, ker ponesli so me par korakov naprej, čez tiste navidezne meje. In to je meni najlepše darilo in potrditev, da delam nekaj prav, da delamo nekaj prav, ker inspiriramo druge ljudi s tem, kaj delamo mi. Ne? In to, kar mene enkrat inspiriralo, sem pol uspel pretvoriti v inspiracijo za nekoga drugega. In smo dobili, v bistvu noti 6 majčk za vsakega izmed Zdaj sem čakala napeto, kaj se skriva. Za vsakega izmed nas v bendu, v glavnem, a vidiš, tu so bobni narisani, ne? Na naslednji majici je kitara, na naslednji je violina in za vsakega mojega člana v bendu je ta Niki dizajnirala in nam naredila majice in nam jih prinesla na koncert in rekla hvala. Veš, to se meni zdi res wow, fascinantno in kaj lahko naredi ena stvar. Ena moja ljubezen do glasbe je v bistvu to sprožila. Si je 16-letni Žan, ko se je takrat izpostavil pred celo Slovenijo, mislil ali drznil sanjati, da bodo kdaj take razsežnosti uspeha v tem, kar počne? Zelo zanimivo vprašanje, ki je sigurno večplastno, večdimenzionalno zame, zato ker jaz pri 16 nisem razmišljal tako daleč. Se pravi, jaz sem imel eno željo, neko voljo do tega, do svojega inštrumenta in en interes, predvsem pa me je gnalo to, ker sem želel biti vedno boljši zase, ne za druge. In šele kasneje, čez leta, sem ugotovil, kaj je pojem vsega tega, ne? Deliti ljubezen in inspiracijo. In takrat tisti 16-letni Žan ni niti si predstavljal, da lahko prejme toliko ljubezni. Niti je ni bil v preteklosti toliko deležen, niti je ni bil sposoben dojeti, da se mu to lahko zgodi. In res sem rabil kar nekaj let in nekaj časa, da sem prvič prišel sem, da imam tak fanbase, ki jaz rečem, da je pač najboljši fanbase na svetu. In ja, še vedno se mi zdi, kot da sanjam. Tako da, veš, še vedno se mi vse, kar se mi zgodi, in tako sem rekel, darilca dobivam na vsaj koncert, ampak vedno, ko ga dobim, sem, a zame, zakaj? Se samo delam to, kaj imam rad, ne? Ampak očitno je to nekaj, kar nekomu drugemu tudi sproži inspiracijo, ne? In ljubezen. Pa zdaj, ko pogledaš nazaj na to pot, je bila težka ali je šlo vedno samo navzgor, tako kot si začrtal? Kako trnova je bila ta pot do uspehov, ki jih imaš danes? Vse je relativno, no. Jaz bi rekel, da nekdo v tretji razredni državi sigurno še težje mogoče dosega svoje cilje kot jaz, ne. Ampak vsak se mogoče bori sam s sabo in od tistega 16-letnega Žana do danes sem marsikaj prestal in predvsem sem vesel in mogoče ponosen na nek način, da kljub vsem padcem in vsem dvomom, ki sem jih prejel, in vsem besedam, ki sem jih prejel, da boš, da se nehaš ukvarjati s tem, ker res si slab. Pač brez veze. A to so ti rekli? Ja. A res? Ja. Kako zelo je to zabolelo takrat? To je v bistvu bila moja prednost, da sem nekako znal s temi emocijami in jih pretvoriti v bom rekel, moč, svojo moč, ne. In reči, ok, bom ti že dokazal, ne. Sicer me je to kasneje, kaj je to kasneje sprožilo, je to, da sem samo o tem razmišljal in moram se dokazati, ne, in tudi to ni prava pot po eni strani, zato ker če samo zato živiš, da se nekomu dokažeš, ki ne verjame, tudi je brez veze, da delaš samo za to. Ampak ja,
sigurno je bila trnova pot v smislu tega, koliko stvari se je meni osebnostno zgodilo. Se pravi, pri 16 letih sem jaz postal del glasbene industrije kot popolnoma neizdelan človek in neizdelana podoba in neizdelan artist. In šele kasneje skozi ves ta vrtiljak glasbeni sem spoznaval, kaj si želim in kdo si želim postati. In mogoče je to težje, ko na tebe svetijo reflektorji, ne? In si mogoče želiš, da bi te kdo usmeril v neko smer, ki misliš, da bi bila najboljša zate, ampak vedno imaš ti vse odgovore, ne, v sebi. In moraš pač iti čez to. In sem res hvaležen in vesel za vso to pot. Bi rekel, da ni bližnjic, ne, na karierni poti, tako kot v življenju, ne. Vsak korak je pomemben. Ja, sigurno so bližnjice, katere lahko bereš, ampak zelo hitro se ti lahko potem zgodi, da tudi padeš in zato, ker če niso temelji trdni, ne, na katerih stojiš, se hitro ti lahko zgodi, da enostavno pri delanju umetnosti jaz mislim, da ni kompromisov. Da moraš postavljati temelje trdne in verjeti takrat, ko noben ne verjame. Da me pa zanima mogoče kaj o tem tvojem procesu ustvarjanja. Kako začutiš navdih, kje črpaš navdih za pesmi, ki jih ustvarjaš, nekako so ljubezenske pesmi, to je bilo toliko zlomljenih src v tvojem življenju, da nastanejo take čustvene balade tudi. Kje je največji navdih? Sigurno je, če zdaj pogledamo moje pesmi iz zadnjih albumov, je ena glavna rdeča nit, ena bolečina, ki jo lahko začutiš med raznimi odnosi. In bolečina je bila ena stvar, s katero sem bil zelo hitro seznanjen v mojem otroštvu in tudi kasneje in mi ni tuja. In mislim, da tu vsakemu od nas je bolečina zelo blizu. Zato so take pesmi tudi iz zgodovine gledano, ne. Moj koproducent Krešo pravi patnja, ne. Daj mi nešto, da patim. Se pravi, ni samo vse juhuhu, ha, je fajn, da so tudi take pesmi in tudi kasneje sem se šele naučil delati take pesmi, ampak moja osebnost in moj karakter izvira iz tega. In vedno so me najbolj inspirirale stvari, ki so me zelo, bom rekel, osebnostno zaznamovali in me prizadele. In jaz mislim, da se s tem lahko marsikdo poistoveti ravno zato, ker reče, ok, jaz se tudi tako počutim, pa sploh nisem znal prej tega ubesediti. Zdaj, ko sem slišal tako Mato Džana, lahko rečem, ja, tako se jaz počutim. In pol pravijo, rečejo, ja, in pol si ga dam 10krat gor in se jočem zraven in pol sem boljše. Ja, ker je terapija to, ne. En občutek, da te nekdo razume. In ja, inspiracija je vedno prišla na tak način zame. Zdaj, ko sem starejši, moram reči, da sem vesel, da me inspirira tudi več stvari. In različne stvari. In tudi pesem recimo o Čudeži, ki sem jo napisal 4 leta nazaj, sem še vedno, je to tekst, je eden izmed tekstov, na katerega sem najbolj ponosen, ker mi je uspelo zajeti vse pomembne stvari, ljubezen, družino, prijatelje in vse to, kar mi pomeni v življenju in kar mogoče marsikateremu od nas pomeni, pa se nam zdijo samoumevne te stvari, ne, velikokrat. Pa da upam, da sem odgovoril, da nisem preveč na splošno začel. Ne, me pa res zanima, no, kolikokrat si pa ti mogoče zajokal ob glasbi? Da je bila glasba tebi ta filter za zdravljenje bolečin? Ogromnokrat. Tudi glasba na splošno in inštrument in kitara, spomnim se, tudi ko še nisem razumel, zakaj to delam, sem večkrat igral kitaro in so solze pritekle. Splošno iz melodije in zdaj sem se naježil, recimo, ne. Ker se spomnim teh občutkov in kak eno močno povezanost imam s kitaro in z temi feelingi, ko se mi zdi, da nisem znal drugače povedati stvari, kot pa skozi glasbo. Prej si omenil tudi svoje otroštvo, zdaj prebrala sem, oče je bil glasbenik, ne? Ja. Tam si verjetno prišel v prvi stik z glasbo. Na tvoji spletni strani pa tako lepo piše, da mama je bila pa tista, ne, ki te je naučila lepega odnosa do
žensk. Ja, mislim, mama je meni pokazala, kaj vse je ženska sposobna, kar moški nikoli v življenju ne bi bil sposoben. Seveda pač vsak ima svoje atribute, prednosti in slabosti, ampak jaz sem od 12. leta naprej živel sam z mamo in mama je delala 2 službi, da sva lahko preživela in da mi je nudila eno življenje, ki se mi je takrat zdelo čisto normalno. Ona se je pa pač metala res na zobe in se žrtvovala in svoje življenje žrtvovala že itak prej, pred tem, ampak tudi kasneje, in to je ena res brezpogojna ljubezen, ne, ki mi jo je pokazala in mi s tem dala vedeti, wow, ok, ženska je nekaj, kar si zasluži veliko, veliko spoštovanja, in sem zelo vesel, da me je to naučila. Pa si to že takrat začutil, to spoštovanje, ali z leti to verjetno še narašča, ne? Takrat sem začutil, z leti si pa znaš to razlagati, mogoče. In bolj lahko obesediš in bolj rečeš, ok, ja, to so ti občutki, in zaradi tega imam jaz tak odnos lahko z ženskami in jih lahko mogoče boljše razumem. In sem tudi kasneje, ko sem začel ustvarjati in producirati in pisati pesmi za druge, mi je bilo vedno lažje delati s puncami. Ker sem jih nekako lažje razumel in lažje sem njihove občutke tudi jaz občutil. Ker sva z mamo imela tak odnos. Koliko pa je mama odigrala te vloge, te je podpirala, je kdaj rekla, Žan, daj odnehaj, preveč trpiš v tem, preveč tebe zahteva, ali je bila vedno tvoja prva podpornica? Sigurno sta oba starša me podpirala in bila moja podpornika vsak na svoj način, kolikor sta le znala, ne. Je pa res, da izhajam iz delavske družine, oba mama in oče sta v bistvu tovarniška delavca celo življenje, in verjamem, da so take stvari, ki sem jih jaz počel, lahko srhljive, ne, za starša, ko vidi svojega otroka, ki dela zdaj 16 ur na dan, ki vadi kitaro, ki vlaga, ki investira, ki je konzerve 1 leto, zato da lahko plača svoj prvi album. Ne, in take ekstremne stvari so mogoče pol prišle do tega, da mi je mama kdaj rekla, malo popazi nase, ustavi se, ne rabiš se tako gnati, ne. In tudi, kar mi je mogoče malo hudo za to obdobje, tam med 21. in 23. sem zelo zanemaril družinske odnose in prijateljske odnose za ceno tega, da sem začel lahko počasi se postavljati na svoje noge in posneti prvi album in napisati svoje pesmi prvič točno tako brezkompromisno, kot sem si jaz zamislil. In šele kasneje sem pač ugotovil, koliko mi pomeni to, da imam dober odnos z mami, z očetom, z v bistvu mojo ožjo družino, z mojo sestro in da so vedno tam zate. Ja, in da so vedno tam zame. Si pa v enem intervjuju, zdaj, ko si omenil prijatelje, dejal, da so pa se vseeno malo oddaljili takrat, ko je prišla ta slava, oziroma da so nate začeli gledati drugače. Kako si ti to dojemal takrat? Saj sem tudi jaz nezavedno začel se oddaljevati in odtujevati od teh ljudi, ki nam je prej bilo v bistvu veliko stvari skupnih, zdaj nam pa več ni, ne. In jaz mislim, da v življenju itak pač pride med vsemi nami in med odnosi, ki jih imamo, na neki točki v življenju se srečamo, potem gremo neko pot, imamo en kup enih skupnih idej in potem mogoče vsak zraste v eno svojo smer in se pač oddaljimo, ker nismo več kompatibilni, ne. In takrat sem jaz dosti hitro mogel odrasti, pri 16 letih, ko sem pač začel to svojo pot, samostojno karierno. Je pa res, da vseeno sem iz malega kraja in je to mogoče takrat sprožilo en tak moment, a si misliš, da si kaj več od nas, ne? Zdaj, ker si kar naenkrat na televiziji, ne. Pa si imel ti občutek, da si kaj več? Ne. Da ta slava ni nikoli prevzela? Ne. Si še vedno v sebi Žan iz Lenarta? Sigurno je me spremenila in izoblikovala v enega človeka, ki ima bolj debelo kožo. To definitivno. Ampak še vseeno ta preprostost, skromnost, ki jo imam, ki sta mi jo dala starša, in to so pač vrednote, ki jih jaz tudi želim dati mojim otrokom naprej, to
mislim, ne vem, kaj bi se moglo zgoditi, da bi mi to nekdo vzel in da bi mene prevzela slava, prevzel, pa vem, denar, ker mi sploh denar nikoli ni pomenil nekaj. Kaj pa v relaciji do ljudi? Imaš zdaj več težav spustiti ljudi v svoj ožji krog, ko si vseeno bolj prepoznaven? A si bolj previden pri izbiri? Ja, že prijateljev? prej sem bil tak, kot jaz osebno, Žan, že preden se je to vse skupaj zgodilo, sem težko spustil ljudi blizu sebe, ampak zdaj za slavo seveda pridejo tudi druge mogoče odgovornosti in obveznosti in iz svojih napak se naučiš, koga in na kak način lahko sprejmeš ljudi. Si se velikokrat upekel? Ali imaš Velikokrat ne. dober notranji občutek? Velikokrat ne, bom rekel, intuicijo imam kar dobro, ampak včasih pač ljudje imamo to tendenco, da nas zanimajo stvari, za katere že vemo vnaprej, da mogoče niso najboljše za nas, ne. In gremo in se opečemo, ne. Zato, ker je vse malo sladko. Ampak ja, iz svojih izkušenj bom rekel, da se na srečo relativno hitro učim. Tako da se mi ni velikokrat to zgodilo. Moram priznati, no, ko sem malo brskala po spletu, večino člankov se pa vedno nekako zapelje v povezavi z Žanom Serčičem v te ljubezenske vode. Se mi zdi, da vsaka prijateljica, ki gre s tabo na kavo, je že tvoja partnerka. Kako moteče je pa to? Verjetno v nekem trenutku ni več niti zabavno, da... Ne, predvsem ni zabavno, mislim, v osnovi ni zabavno, ko to začne vplivati na tvoje osebno življenje, ne. Se pravi, jaz sem tudi samo človek, ki ima dejanske odnose in dejanske partnerske odnose in recimo, ko sem z mojo bivšo punco šel narazen, ne, in sem v enem intervjuju to pač povedal brez nekih zadržkov in brez kakršnekoli razmisleka, kaj bi to lahko sprožilo, ne, sem pol videl, da so pol leta, mislim, še več kot pol leta bili članki o tem, ne. In jaz res nisem želel tega sprožiti, jaz si samo lahko predstavljam, kako se zdaj ta moja bivša punca počuti, ko to vidi, mogoče njeni starši, ko vidijo to. In tu sem pol ugotovil, no, jaz mojih partnerskih odnosov in osebnih stvari ne želim deliti več z mediji. Ker vseeno je to se recimo, tako kot se jaz razvijam karierno, mi enako dosti pomeni to, kako se razvijam kot človek in kako razvijam svoje osebne odnose. In vem, da to vpliva na moje osebne odnose, ko se začne to mešati z mojo kariero. Zato, ker niso tudi vsi ljudje pripravljeni, ki so v mojem življenju kar postal del ene te sfere Žana Serčiča, ki je ideja samo v medijskem svetu, ne. Ki je podoba v časopisih. Ja. Ne bom te niti vprašala, ali si samski ali zaseden, ker mislim, da si vse povedal. Te pa verjetno zelo moti to vprašanje, ne? Ker pojavlja se in pojavlja, nekako hočejo izsiliti od tebe. Razumem, od kje je ta potreba, po drugi strani pa si rečem, v bistvu imam vedno nekak diplomatski odgovor, ampak se mi zdi, da ne rabim niti tega več poudarjati, zato ker jaz sem danes tukaj zaradi svoje glasbe, zaradi tega, zaradi konca tega, kaj se zgodi in kako inspiriram ljudi, in mislim, da tudi če bi povedal ali pač ne bi povedal tega, bi še vedno bilo vse enako naprej, ljudje bi še prihajali na koncerte. Bi bila pa zelo odmevna, ne, novica v medijih. Seveda, in veš to, da imam nov komad, ne, bi bila kar pol posredna novica, ne, glavna novica bi bila pa to. No, pa ko si omenil nov komad, ne, lepo si to. Bela lilija, ne? Ja. O čem govori ta pesem? Bela lilija je v bistvu nekako napoveduje eno novo ero ustvarjanja Žana Serčiča, ne. Prej sva rekla, da je rdeča nit vseh mogoče ostalih 3 albumov bila bolečina. Bela lilija je pa roža, ki nosi en simbol prerojenja in čiste brezpogojne ljubezni, in to je nekaj, tako kot že v prejšnjih intervjujih, jaz se v ljubezni vedno znova in znova učim, ne. In mislim, da jo do konca življenja ne bom raziskal in tudi znanstveniki je niso še raziskali. Mislim, da nikoli ne bojo vse dimenzije ljubezni. In ima eno mogoče
ima en renesančni pomen zame in za mojo kariero, ne. In Bela Lilija je vsaka ženska, ki pomeni moškemu v življenju, to, da se on počuti zraven nje, kot da si jo zasluži, kot da si zasluži biti ljubljen. Zdaj imam res na jeziku vprašanje, ali je to po resničnih dogodkih, aktualnega dogajanja. To so sigurno, glede na to, da sem že prej povedal, da pišem iz svojih izkušenj, je potem vse jasno, ne. Ampak je sigurno pa ne rad obešam jaz nekih svojih osebnih zgodb na svoje pesmi, ker pesem je še vedno samo pesem in ljudje se bojo poistovetili z njo, glede na svoje občutke in svoje izkušnje, ne. In bi rad, da se to zgodi. Bi rad, da punce, da moški, ki vidijo Belo Lilijo, svojo Belo Lilijo v mojem komadu, da jim dajo to in rečejo, glej, to si ti zame. In tudi punca, ki to posluša, reče, ja, wow, okej, je nek empowerment moment mogoče v tej pesmi. Zadnjič sem videla, ko si izdal delček te pesmi na enem od slovenskih radiev, prav vstopile sta se oboževalke, ko si jima zapel. Dobro, da nista skupaj padle, ne? Mislim, Res sta bile tako navdušene. Sara in Nika, lahko si samo predstavljam, kako je oni dve sta itak že bile izžrebane, dobile sta meet and greet v Križankah na mojem največjem koncertu do zdaj, ne, in niste pričakovali niti, da jaz pridem tja. Tako da od tam naprej, ko sem jaz prišel tja, sta bile bolj redkobesedne, ampak itak niso bile besede potrebne v resnici, zato ker sem jaz želel za njiju predstaviti to pesem, ne. In želel, da oni dve začutita, kaj ta pesem pomeni, in mislim, da se je to res lepo videlo na njunih izrazih. Zelo. Kaj lahko Bela Lilija naredi. Daj mi povej kaj od tvojih koncertov, ne? Tam je pa res taka evforija, se mi zdi, oboževalke pod odrom. Kako to ti doživljaš z edinstvene perspektive, ne? Mi verjetno nikoli ne bomo vedeli, kako to izgleda. Kako to doživlja avtor, glasbenik, ko je taka evforija ob v bistvu njegovih avtorskih pesmih, stvaritvah? Resnici sem se jaz s to evforijo srečal že zelo mlad. Pri 16 letih se mi je prvič zgodila ta evforija, ko sem bil na šovu Slovenija ima talent, in potem sem šel po ulici in so se ljudje hoteli slikati z mano in bebe so cvilile in to, kar se dogaja meni na koncertih, zdaj, danes, ne morem niti mogoče reči, da je to evforija kot sama, ampak je to en globje spoštovanje moje publike do mene in obratno. Zato je to, kar jaz doživljam, tako ljubezen, ki jo prejemam na koncertih, veliko glasbenikov v bistvu to opiše kot drogo. Kot največjo drogo, ki jo lahko doživiš, in jaz bi mogoče tudi se s tem lahko strinjal, in nobenemu, ki ni bil v moji vlogi, mogoče to ne bo jasno nikoli. To se tudi sproži kup enih hormonov, serotonina, dopamina in endorfinov, ko prejmeš toliko pozornosti in ljubezni. In težko je zaspati recimo po tem koncertu, in meni velikokrat v bistvu razmišljam o koncertu še pozno v noč in si rečem, wow, kako sem lahko hvaležen, ne. Vsi ti ljudje so, cel teden so bili v službi, potem so se pa v petek zvečer zrihtali v nove cunje in kupili karto in prišli, se pripeljali v dvorano in poslušali in peli moje pesmi. Tak cel koncept in vsa ta ljubezen, mislim, vse to, kar ti zdaj opisujem, vse to jaz razmišljam in vse to čutim, ko sem na odru. Kako pa se ti, kje je tvoje ravnovesje? Verjetno vseeno izčrpajo koncerti, kje pa se ti polniš? Kje je tvoj ta mir, kje najdeš energijo za vse te nastope, medijska pojavljanja? Najprej energija kot sama izhaja prvič iz tega, da moraš biti v formi, ne. Se pravi, jaz del tega, kjer se polnim, je to, da sem pač fizično aktiven in skrbim za svoje telo, bom rekel, da vsako leto bolj pazim na njega, ker imamo samo eno telo. In najbolj se mogoče polnim
bom rekel, doma v svojem kotičku, ki v bistvu sem zelo vesel za to in hvaležen za to, da imam savno doma, zdaj zadnje pol leta in savna me najbolj sprosti. Aha. In to je mogoče najbolj nek moment, kjer si napolnim energije, kjer si napolnim baterije. Kaj pa kakšni hobiji? Zelo sem... Se rad družiš v prostem času ali je Ja. takrat čas za tišino in mir? Nisem dosti družabni človek. Ne? In tudi dosti brezvezen življenjski slog, bom rekel, imam za nekoga, ki to daleč opazuje. Aha, kaj ti, mislim, kaj pa še počneš, mi rečejo, treniram, pa pišem pesmi, pa v studiu sem, pa na koncerte hodim. Aha, pa ni zdaj vajam. jahte, motor in Ne. zabave Ne, cele ne. noči. Ne. In tudi, veš, res uživam v tem življenjskem slogu, ne? Ker jaz sem pač tak človek, dosti sem privaten, rad imam svoj mir in rad imam en zelo mali krog ljudi okrog sebe, ki konstantno debatiramo in razmišljamo o tem in nas druži ena skupna moč in to je naša ljubezen do glasbe. In nekako se mi je moj krog ljudi izoblikoval skozi leta, da so vsi, ki so moji zelo ožji prijatelji, nekako vključeni v mojo kariero tudi. In enostavno zato je moj življenjski slog tak, kot je. So del tega kroga tudi šakali? Seveda, šakali so familija. Kako ste zbrali to ime? Šakali tako zlovešče se sliši. Ja, v resnici so pa šakali tudi ena taka smešna, pozitivna prispodoba za to, kak je naš act na odru. Ne, in nekako, ko nismo sploh iskali imenami za to, ampak mislim, da je nekdo enkrat na vaji, mislim, da je Dagi rekel, moj basist je rekel na vaji, mi smo res šakali, ne. In se to tako brez nekega truda prijelo, ne. Ker sem jaz enkrat sem na koncertu rekel, ja, to so moji šakali in je bilo smešno in potem sem enkrat napisal, to so šakali in je bilo smešno in naenkrat je organizator napisal Žan Serčič in šakali pridejo, ne, in potem je bilo, okej, verjetno smo šakali zdaj, ne, in kasneje smo še izdali pesem Letim, ki je v bistvu stara pesem in smo jo še enkrat naredili v tej zasedbi, v živo smo jo posneli in tisti je bil uradni moment, kjer je bilo Žan Serčič in šakali. In ste pravi prijatelji tudi. Ja, predvsem nas... Ko stopite z odra. Ja, saj ne moreš drugače imeti te energije in kemije na odru, če nimaš osebnih odnosov in če ne spoštuješ človeka, ki s tabo na odru stoji in ga imaš rad. Sem pa nekje prebrala tudi, da v prostem času ne poslušaš kaj dosti glasbe. Ja, res. Kako to? Zdaj, poslušam dosti glasbo, če štejemo to, da sem v studiu in delam nove pesmi. Ampak to ni bom rekel, sproščanje o poslušanju glasbe, ne. To je pač nekako delo in ko skočiš v aranžma in potem vse te linije poslušaš posebej, ne. Ampak drugače, da bi pa v prostem času si dal glasbo v ušesa pa jo poslušal, ne. Mogoče, če kaj raziskujem, pa še to je med treningom samim, ne. Pogledam lestvice top 10 pesmi, ki so trenutno aktualne, drugače pa dosti poslušam podcaste in mogoče kakšne audiobooks. Kako pa ti je ta medijski del, podcasti, intervjuji, fotografiranja, si se tega navadil ali ti je to že domače, že od nekdaj? Ne, zelo sem imel težave s tem na začetku. Zelo kot nekako sramežljiv, vase zaprt fant pri 16 mi je to bila muka. In težko sem sprejel, da je to zdaj, to je zdaj del tega, ne, jaz bi samo komade pisal in bil na odru in pol bil v studiu in bil na odru, ne, ampak to je del tega in tudi to je lahko lep del tega, zato ker moji poslušalci in fani nikoli ne bi izvedeli teh stvari, ker smo se mi dva danes pogovarjala, drugače kot pa na tak način. In šele zdaj sem v bistvu skozi leta sem postal hvaležen tudi za to platformo, ne. Kot so podcasti, kot so intervjuji. In je to je pa itak stvar percepcije, lahko si vzameš to kot obvezo, lahko si pa vzameš, to je zabavno, rad sem tu in rad govorim o sebi in spet sem samo hvaležen, da nekoga v bistvu zanima, kakšen sem in kaj počnem in kako razmišljam.
Zdaj moram reči, če pogledamo tvoj Instagram, dobro si se priučil temu poziranju, ne, in nastopanju pred kamero. Mislim, da bi se tudi številne oboževalke strinjale. Kako pa ti je ta del, ne, da te kdaj samo vseeno jemljajo kot nek objekt Žana Serčiča, kot wow, dobro zgleda, ne, da glasba ni fokus? Nekako sem se sprijaznil s tem in me ne moti. Znaš izkoristiti svoje stvari. Ja, točno to. Včasih sem imel problem s tem, ne, sem bil, nočem, da me sploh tretirate kot nek simbol nečesa, poslušaj že, kakšne tekste pišem, poslušaj, ampak kdo sem jaz, da bom nekomu vsiljeval neko mojo percepcijo o tem, kako naj on dojema mene. On me naj dojema tako, kot on hoče. Konec koncev, če on uživa na tak način, pride na moj koncert, je to njegova stvar in tudi jaz sem vesel, če on uživa. In jaz mislim, da je to direkt povezano recimo eno z drugim in da je to del paketa, ki ga imaš. Tudi to, da znaš izkoristiti svojo podobo v sebi prid. In mislim, da bi se recimo ful glasbenikov, ki bi to razumeli, bi lahko to izkoristili na en svoj način. Predvsem mogoče ženske. Kako na živce pa ti gre, če te kdo mogoče primerja z Janom Plestenjakom ali pa, ne vem, kot nek njegov naslednik si, ne glede na to, da si začel tudi z njim na odru oziroma veliko nastopal, ti gre ta vprašanja na živce? Nisem bila čisto sigurna, ali ti to sploh zastavljam. To je tako, kot en tabu postalo, pa jaz ne vem, odkot izvira to, zato ker jaz nikoli nisem reagiral negativno na to. Recimo, to, da me primerjajo z Janom Plestenjakom, je meni itak pohvala, jaz si pa definitivno ne bi upostopiti trenutno v tako velike škorne oziroma čevlje, jih obuti in reči, ja, jaz sem naslednik zato, ker prvič, to je moj prijatelj, drugič, človek, ki mi je dal platformo, ko sem bil manj popularen, in tretjič, 30 let karijere ima, več kot 30 let karijere ima. Jaz sem resen mul za njega, ne. Kaj pa najbolj pomembna stvar je to, zakaj bi sploh primerjali dva različna človeka, ki sta artista, jaz ustvarjam po svoje, on po svoje, oba sva sicer avtorja in oba kitarista, ampak to je pa tudi vse, ne. Jaz mislim, da ima vsak od nas svojo pot. Si kdaj podajata mnenje o vajenih stvaritvah? Ja, si. Velikokrat so si in sploh tiste prve albume mi je Jan dal ogromno enih zelo dobrih predlogov za pesmi in besedila in kako obrniti eno stvar, da poveš isto, ampak zveni boljše. Tu se vidijo te izkušnje in njegovo delo z teksti in glasbo in kako on dojema, ne. In tu sem mogoče največ se naučil od njega. Koliko se pa mlajši glasbeni kolegi, kolegice zatekajo k tebi po nasvet, po kakšne, ja, recept za uspeh mogoče, no? Se ne, v bistvu. Ne? Te ne pokličejo? Ne. V bistvu ne vem točno zakaj, ampak sem že od mogoče par glasbenih kolegov slišal, da ne upajo. Aha, Ja. imajo nekakšno strahospoštovanje pred tabo. Ja. Zanimivo. Ja, tudi meni je to zanimivo, mogoče sem lahko kdaj v preteklosti deloval, bom rekel, kaj pa vem, aroganten celo ali pa, zato, ker sem imel eno jasno sliko o tem, kaj bi jaz mogel in sem potem to mislil, da bi tudi ostali mogli. Ampak to je ena nezrelost, ne, ki jo pač imaš in jo pol projeciraš na ostale in bom rekel, z veseljem sem vsakemu, ki pa je prišel po nasvet, sploh ko sem bil producent, zdaj sem se od tega malo odmaknil, ker pač ne utegnem več, sem iskreno in res želel, da mu uspe. In sem vse svoje atome usmeril v to, da bi napisala in ustvarila skupaj komad, ki bi bil za njega lahko nekaj, ne. Tako da iz tega vidika so prišli k meni po nasvet, ampak zdaj v zadnjem času, sploh ko so se moji uspehi mogoče povečali. Se spet krog prijateljev kaj manjša z večanjem uspeha? Mogoče ne prijateljev, ampak ja, kaj pa vem, saj mogoče pa jaz oddajam tak občutek, da nimam časa za nikogar drugega, kot pa samo za to, kaj počnem. No, ampak verjetno ti ga res malo primanjkuje, ne? Seveda mi ga. Kot si prej omenil, pred sabo imaš Križanke, verjetno veliko koncertov. Kaj vse te čaka?
Ja, kaj me še vse čaka, res ne vem, ampak predvsem to je. Največji fokus je zdaj na tem koncertu 18. junija. Križanke so prizorišče, na katerem sem si želel igrati celo življenje. Za nami je v bistvu nekje, niti pol leta nazaj je bil Media Center, kjer je prvič bil koncert, ko je bilo malo manj kot 3000 ljudi in polna dvorana ljudi, ki je pela moje pesmi. Zdaj v Križankah je kapaciteta več kot 3000 in bo spet ena nova stopnička. In res sem zelo vesel, da sem zdaj na tej točki, kjer lahko te stvari naredim, kjer lahko napolnim taka prizorišča in predvsem se veselim ene nove energije in novih pesmi, ki še jih ljudje nikoli niso slišali. To bo v Križankah, ne. To je nekaj, kar mogoče sploh ljudje ne vejo, kaj jih čaka. Polno presenečenje. Ja. Ja, nič žam, počasi sva prišla do konca najnemu pogovoru. Jaz za konec svojim gostom pripravim 3 časopisne naslove, ki so plod moje domišljije, pa pokomentirava, če je možno, da bomo kdaj to brali o tebi. Ja, Okay, dobro. glede na mojo raziskavo o gostu. Zdaj prvi je takle. Prihaja celovečerni film, v glavni vlogi pa priljubljeni slovenski pevec Žan Serčič. Absolutno. Slišala sem, ja, da v enem intervjuju si dejal, ne, Ja. da bi nekoč zaigral glavno vlogo. Kakšen bi bil to film? Akcijski, drama, grozljivka? Grozljivka sigurno ne, ker tudi grozljivk sam ne rad gledam, ampak kakšna drama ali pa akcijski film pa ja. To pa je, ali pa komedija mogoče tudi. Mogoče pa kakšna biografija tudi. Zanimivo. Torej, Klukca. Drugi naslov. Žan Serčič odhaja na turnejo v tujino. Te mika? Tudi možno. Te mika svet izven meja Ne. Slovenije? Me sigurno, mogoče sem kot mlajši imel več teh ambicij in me bolj, bom rekel, mikalo to. Zdaj sem bolj sfokusiran na to, da v mojem maternem jeziku tukaj ustvarjam in naredim neke in uresničim svoje cilje, ki sem si jih zadal. Če bo pa me kdaj poneslo izven meja, pa je verjetno to naslov, ki bi ga lahko videli. Bomo Tako da spremljali. spet si je zadela, prav. In tretji naslov. To je najbolj nora stvar, ki jo je oboževalka storila za Žana Serčiča. Kaj je bila najbolj nora stvar? Vem za eno prošnjo, ki si ta je bila kar nora, da narediš cimri dojenčka, kako je že bilo. Neka prošnja za očetstvo je Ne, bila. teh prošenj je itak Ampak ogromno. mogoče ja, najbolj nora stvar. Tole, ko dobivaš take lepa darila. Ne, to niso niti nore stvari, to so samo lepe stvari. Nore stvari pa mogoče za voljo same diskretnosti teh oboževalk jaz ohranjam zase, tako da mislim, da to nikoli ne bo prišlo v medije. Obstajajo pa. Obstajajo pa, ja. No, torej nekaj ostane skrivnostno, ne. Ja. Žan, najlepša hvala, da si bil moj gost. Vi si poslušajte Belo Lilijo, ne, ki je že Tako je. te dni prišla med nas in res želim ti vse dobro, upam, da se še kdaj vidijo. Hvala, Petra. Vabljena si na koncert 18. junija v Križanke, tako kot tudi vsi vi, in pa hvala, da si me imela in da smo se pogovarjali zelo lep pogovor. Hvala. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.